Pozdravljeni, moje ime Uršula. Danes sem za vas spet pripravila igro Izberi karte. Ta igra oziroma to gledanje v karte je brezčasno, to pomeni ne glede na to, kdaj boste gledali ta posnetek, bo to veljalo za vas, torej v tistem času. No, lahko boste izbirali med 3 kupčki, torej prvim, drugim in tretjim, in pa med 3 vrstami tarota. Seveda pa lahko izberete tudi glede na tele predmete, ki sem jih postavila na karte. Torej, za prvo skupino je tole nihalce, drugo je torej kot neke vrste obesek, tole je obesek sovica in ta tretjo je obesek s modrim kamnom. Torej, globoko vdihnite, in izberite kupček kart po intuiciji. Vprašanje, na katerega bomo pa danes odgovarjali, vprašanje bo pa, česa v prihodnjih 3 mesecih ne pričakujete. Torej, kaj se vam bo v prihodnjih 3 mesecih zgodilo in tega ne pričakujete oziroma vas bo to presenetilo. No, pa bomo kar začeli. Torej, prva skupina, bomo takole dali, druga, bomo pa umaknili in tretjo prav tako. In bomo kar začeli s prvo skupino, torej tisti, ki ste izbrali tole nihalo. No, pa poglejmo, kaj bo vas presenetilo v roku 3 mesecev, torej tole gledanje je brezčasno, torej ne glede na to, kdaj boste pogledali ta posnetek, to bo od takrat do naprej, torej časovno 3 mesece bo to veljalo za vas. No, pa kar poglejmo, torej kaj bo prvo skupino presenetilo, česa ne boste pričakovali oziroma kaj se vam bo zgodilo, kar niste pričakovali, kar ne pričakujete zdaj. Torej, kaj se bo zgodilo, kar ne pričakujete zdaj. No, pa poglejmo, prva skupina, kaj nepredvidljivega se vam bo zgodilo, nepričakovanega. Glede na to, da če pogledamo tudi v nebo, kaj se vse dogaja, se bojo zagotovo dogajale nepričakovane stvari. Zato sem tudi se odločila, da posnamem tole, Ena karta je že izpadla. Torej, kaj nepričakovanega se vam bo zgodilo? Torej, kot sem rekla, na nebu se tudi bojo dogajale zelo zanimive stvari. Torej, zdaj se je že pred kratkim Uran iz retrogradnosti obrnil v direktno gibanje, je bil nekaj časa na mestu, ker je tudi prineslo precej nepredvidljivih stvari. Zdaj pa v aprilu nas pa čaka konjunkcija, torej povezava med Jupitrom in Uranom, torej znašla se bosta na istih stopinjah in to v ovnu in to tudi lahko prinese precej nepredvidljivih stvari. Torej, kaj čaka prvo skupino nepredvidljivega? Prva skupina, torej je drugače tarot, Kravljev tarot, torej prva skupina gledam iz Kravljevega tarota. Torej, kaj se vam bo zgodilo nepričakovanega? Torej, prva skupina, za vas bo zelo pestro, verjetno se vam bo nekaj zgodilo na poslovnem področju ali v povezavi z financami, delom, lahko tudi v partnerstvu, ampak zgodilo se vam bo, da boste nekaj prekinili. Zdaj ne se ustrašiti, to ni nujno, da je to prekinitev nekega razmerja ali pa službe, lahko tudi. Lahko gre tudi za prekinitev nekih vzorcev. Zakaj to sklepam? Zato, ker v preteklosti ste se soočili z podzavestnimi vzorci, škodljivimi programi, ki jih imate v sebi, ste ugotovili, da vas to zelo moti pri novih projektih. Torej, verjetno ste začeli nekaj novega, lahko neko izobraževanje, projekt, če je to v zvezi s službo, lahko pa neko novo vezo, ampak
ste ostajali v temi, torej določene stvari vam niso bile jasne, lahko torej, če ste začeli neko razmerje, vam je ta oseba neke stvari skrivala, torej ni bila odkrita do vas, lahko je bila tudi tukaj neka tretja oseba, lahko ste bili z nekom, za katerega ste vedeli, da ima neko tretjo osebo, torej lahko z poročeno. Torej, v preteklosti je pač tukaj zaznana neka strast. Torej, če je v zvezi z poslom, je to neko izobraževanje, nek nov projekt, neko navdušenje za delo, če je pa to ljubezen, je pa to neka nova strastna veza, ampak torej, tako poslovno kot osebno, torej tukaj so bile neke skrivnosti, ste bili v temi, torej če je to služba, ste bili v temi glede tega projekta, kako se bo nadaljevalo, če ste bili pa v vezi, pa torej je prav tako bilo lahko neko skrivno razmerje, lahko pa niste vedeli, kaj v tem razmerju vas čaka. Poleg tega ste se lahko soočili tudi z neko odvisnostjo, od hrane, alkohola, ne vem, lahko z osebo, ki ima težave z odvisnostjo, ali pa ste morali izbirati med različnimi možnostmi, zaradi tega niste točno vedeli, kaj bi izbrali in ste bili v temi. Torej, to, če je poslovno, potem pomeni, da ste izbirali med različnimi projekti, lahko ste imeli tudi različne naloge pri delu, različne možnosti, perspektivo različno. Tudi je bilo tukaj problem, ker ste mogoče malo sanjarili. Torej, tako lahko za kakšen projekt, za kakšne naloge ste želeli uresničiti, ste imeli energijo, ampak potem nekako niste vedeli, kako bi to izpeljali. Če je pa v zvezi z ljubeznijo, ste pa prav tako torej, izbirali, ste imeli možnost izbire in ste tavali v temi. Torej, neka oseba vam je bila všeč, lahko ste bili tudi v nekem razmerju, ampak torej ste bili torej v temi, kot sem rekla. In veliko podzavestnih vzorcev se vam je sprožilo. Torej, kaj se vam bo nepričakovanega zgodilo? Zelo v kratkem boste neke stvari prekinili. Torej, če je v zvezi s službo, boste verjetno nek projekt prekinili ali se vam bo nepričakovano prekinil, za katerega ste se zelo trudili, ampak tukaj je pač usoda taka, da bo tukaj pač neka prekinitev. Lahko pomeni, da boste nehali izbirati med različnimi projekti in se boste odločili samo za enega, tudi to je možno. Torej, pač, ker tukaj kaže pač izbira med več projekti, več nalogami in boste verjetno zdaj končno se osredotočili na eno nalogo, en projekt, torej če to v službi, boste sicer imeli občutek, da se trudite, pa da greste 5 korakov naprej, pa 10 nazaj, da ogromno truda vlagate, pa se mogoče ne pokažejo zdaj toliko sadovi vašega dela, kakor bi vi radi. Zdaj, če pa to ljubezensko razmerje, potem pa tudi se čaka vas neka zelo, zelo temeljita preobrazba, torej neka prekinitev. Zelo, zelo ste se trudili za to vezo, ampak nekako se to ne bo išlo. Torej, oziroma bo neka prekinitev. V prihodnosti, torej, kaj je to nepredvidljivo, kaj vas čaka? Čaka vas pri ljubezni vstopljene nove osebe, ki vam bo zelo spodnesla tla pod nogami. Zdaj, če lahko tudi pomeni, da boste z eno osebo, da bo res temeljita sprememba in bo potem ta oseba končno vam stvari razkrila in vam izkazala torej svojo ljubezen, lahko bi se z njo tudi preselili na hitro, lahko pa odselili, torej eno ali drugo. Torej zelo, zelo je tukaj, gre za neko prekinitev in neko veliko, veliko spremembo. Torej, če govorimo o ljubezni, veza v preteklosti ni bila resna, potem se bo zdaj zgodila neka zelo, zelo velika sprememba in bi lahko ta veza postala resna, bi se s to osebo preselili, začeli z njo živeti. Če pa je bila veza, bom rekla, nekako stabilna, trdna, bi pa zdaj znalo iti za neko prekinitev, nenadno, torej neko veliko, veliko spremembo. Lahko tudi pomeni, da se boste z osebo nekam preselili, da bo to tako velika sprememba. Torej, da bo v bistvu, da boste torej nekako prekinili, oziroma mogoče se vam bo potekla neka pogodba za torej, neko stanovanje in boste čisto na novo se vselili s to osebo. Torej, v ljubezni vam kaže, torej eno ali drugo je možno. Torej, možna je pa čist neka prekinitev in da spoznate novo osebo. Možno je pa tudi, da z to staro osebo torej, se res zgodi ena temeljita sprememba in potem s to osebo torej, potem na novo začnete in
se preselite. Paziti se morate prenagljenosti, tukaj vam karte govorijo, da poslušajte sebe, vas pa čakajo tudi neki konflikti v vezi, torej če je to neka ljubezenska situacija, potem ste, tako tudi v sebi imate torej spor, sam s sabo se kregate in tudi vaš partner, in v prihodnosti torej čaka vas nek poraz, neko razočaranje, kjer ni zmagovalca, tako da po vsem tem, kar jaz tukaj vidim, bi sklepala, da velika verjetnost je, da bo to šlo za neko prekinitev in da se boste ali odselili, ali preselili z neko novo osebo, ali pa nekam, kjer boste spoznali drugo osebo. Tukaj zelo močno kaže na neko prekinitev. Če pa ne kaže na prekinitev, bo pa ta vaša oseba morala narediti res veliko spremembo. Vam ponuditi res čisto nekaj drugega, če gre za ljubezensko situacijo. Če pa gre za poslovno situacijo, vam pa kaže nek nov zagon v službi, neko veliko spremembo, tudi neko preselitev, torej lahko boste zamenjali, ne vem, pisarno, lahko boste zamenjali prav službo, da boste torej prav zamenjali službo in nekaj novega začeli delati in seveda s tem bo prišlo tudi do tega, da boste šli v nove prostore, torej lahko je to popolna prekinitev, lahko pa v stari službi neka velika sprememba, da bojo nekaj preurejali, vam prebelili, ne vem, karkoli naredili in bo to v bistvu neka sprememba, vam pa kaže torej nek nov začetek, poslušajte sebe, zaupajte sebi. V ljubezni je tudi, torej za določene osebe je tudi možnost, da boste zvedeli, da vas partner vara in boste zaradi tega želeli narediti spremembo, zdaj pa je na vas, ali, torej, oziroma na temu partnerju, ali bo on naredil potem tam konec, pa z vami začel resno, ali vas bo pa pustil. Ne? To vam pa zelo težko povem, ker je pač to pa seveda odvisno od vsakega posameznika posebej, od vsake situacije posebej, ampak nepričakovano, torej to, kar je nepričakovano, je ta prekinitev, ta res velika sprememba. Na poslovnem področju torej nekega projekta, pa usmeritev v samo en projekt, ki vam bo prinesel veliko zagona, veselja, zadovoljstva, praznovanje, torej tudi boste precej delali sami, na ljubezenskem področju pa tudi res velika sprememba, torej selitev, sprememba s tem partnerjem ali novim, ker zdaj bolj kaže na to, da tudi če ste z nekim partnerjem v preteklosti bili, boste zelo težko s tem partnerjem nadaljevali naprej, ker ne bo izpolnil vaših pričakovanj in verjetno vas čaka nekaj novega. Čisto nepričakovano. Torej, zanesite se nase, poglejmo še, kaj kažejo moje karte Rozeta. Torej, kaj bo tisto nepričakovano, kar čaka? Torej, prvo skupino, torej nekaj morate torej za nazaj urediti, kaže vam torej neke iluzije, da ste imeli iluzije, da ste sanjarili v preteklosti, da ste se lotili dveh projektov, ali pa da imate v mislih, če je na ljubezenskem področju dve osebe. In da ste bili v temi, da vam ni bilo nič jasno. Tako da stvari se bojo zagotovo prekinile, ne glede na to, kaj se vam dogaja, torej to, kar zdaj živite, se bo prekinilo in začelo se bo drugo. Torej, ali boste v ljubezni spoznali novo osebo, se na novo preselili, novo začeli, ali boste pa s tem partnerjem, ki ga imate, doživeli res temeljito spremembo. Eno ali drugo. Isto za posel, torej ne več toliko projektov, ne več izbiranja, ampak prekinitev in začetek na novo. In to, kar se boste pa zdaj lotili, karte kar bežijo, bo pa za vas bolje, samo pazite se, da ne boste prehitri. Torej se bojo stvari dogajati, torej, če za ljubezen verjetno boste spremenili partnerja, ker vam tukaj kaže nekaj časa, da boste sami, da se boste odločili za samoto, partner, da bo izpolnil vaših pričakovanj, in bo neka prekinitev, bo neka velika sprememba. Ne boste hoteli več se iti igric, tako v službi ne, kot tudi osebno ne. Dajmo še eno karto, kaj je zdaj to. Potem vas pa čaka, torej v roku 3 mesecev, torej čaka vas nekaj novega, novo obdobje, ki bo za vas lepo. Torej, ko boste vse to rešili, torej,
ko boste te težke stvari dali za sabo, vas čakajo lepše stvari. In to ste si zaslužili, ker ste se tudi trudili. Ste se trudili. Torej, bo to za vas kar težka situacija, veliko izzivov. Pred drugimi ljudmi boste verjetno nosili masko, ne boste želeli biti preveč odkriti. Tudi vam karte svetujejo, da poslušajte sebe, da ne govorite drugim preveč. Torej, zelo dobro je, da ste nekaj časa sami, pa ni važno, ali je to osebno ali poslovno, da pri sebi razmislite, kaj hočete, kaj iščete v življenju, v osebnih razmerih ali v poslu. In tudi našli boste rešitev, boste zelo veseli, ker se vam res dobre priložnosti ponujajo, tako v ljubezni, kot tudi na poslovnem področju. Zato se ne bojte, ker kasneje, torej, bo to v bistvu za vas blagoslov, ker se vam bo zgodila ta prekinitev, to čiščenje, ta transformacija, neka res temeljita preobrazba. To bo v bistvu za vas blagoslov, ker se vam bojo stvari spremenile na bolje. Ampak zagotovo vas čaka neka prekinitev in konec nekih težjih razmerij, torej težjih razmerij v službi, na poslu, osebno. Stopili boste iz težke situacije v boljšo situacijo, kjer boste lahko sebe bolj izpostavili, svoje talente, darove, energija se vam bo spremenila na bolje. Pazite kosti, zobe, pritisk. To je še posebna informacija. Pazite tudi glede hrane, kaj uživate. Pojdite nekam, kjer je voda, torej pejte kakšno kavo, spite ob vodi ali pa na morje malo, ker vas bo to zelo pomirilo. Zagotovo vas pa res čaka v prihodnjih 3 mesecih ena temeljita sprememba, preobrazba, res nekaj nepričakovanega. V tem smislu neka prekinitev, torej nepričakovana prekinitev. In res neka sprememba, selitev, nepričakovana, ki pa vam bo zboljšala življenje. Torej ne bo se vam življenje obrnilo na slabše, ampak na bolje. Čeprav bo mogoče pač na začetku izgledalo, da ni v redu, bo v redu. Torej v poslu pazite, ker vam nekdo jemlje energijo, lahko vam tudi krade ideje. Tisto, kar vam je zelo pri srcu, torej če imate nek posel, ki vam je zelo pri srcu, torej tukaj zagotovo vas čaka neka sprememba. Doživljali ste slabe stvari, ki so kar trajale, zelo hladni odnosi so bili v službi in to se seveda spreminja. In se bo spremenilo. Prav tako velja za osebne odnose, torej če ste v ljubezni doživljali neko hladnost, se bo to zdaj torej seveda zelo spremenilo, ker bo torej neka sprememba. Lahko bi za nekatere to veljalo tudi, da vas bojo vrgli iz stanovanja. Upam, da ne, ampak kaže torej, da ne boste neko zadevo dobro rešili v zvezi z stanovanjskim problemom. In pomeni lahko neko hitro selitev, torej lahko zaradi neke ljubezenske situacije, lahko tudi neke poslovne situacije, kaže neko spremembo, torej pri domu, pri bivanju, nek konflikt. Pazite pritisk, srce. Torej imeli ste neke težave v preteklosti, bili ste v temi, niste točno vedeli, kaj se dogaja in nepričakovano bo to, da boste torej zdaj končno zvedeli in da bo res velika sprememba vas čaka, torej neka prekinitev, razrešitev, neka res velika sprememba, ki bo pa za vas dobra. Konec skrivnosti. Dobili boste tudi malo večji denar, tudi to vam kaže. Ampak ja, torej neka velika transformacija, velika sprememba, prekinitev, lahko sprememba bivališča, službe, partnerstva.
To vas čaka. Napeto. No, to je bilo za prvo skupino vse. Pa gremo kar na naslednjo skupino, torej na drugo skupino. No, pa poglejmo, kaj se bo dogajalo v drugi skupini nepričakovanega. Kaj se bo pa vam v roku 3 mesecev zgodilo tisto, kar ne pričakujete? Torej, kaj se vam bo zgodilo, kar ne pričakujete? Pa so kar 2 karte že zletele ven, pa še ena, pa jo katejmo. Te karte nam nosijo neko sporočilo. Torej, kaj se bo pa vam zgodilo, da bo za vas nepričakovano v roku 3 mesecev? Kakšne so pa to energije danes težke. Torej, druga skupina, kaj se bo pa vam dogajalo nepričakovanega? Torej, pogledali bomo tako za ljubezen, kot tudi za poslovne odnose. Torej, tudi na nebu se bojo dogajale zelo zanimive stvari. Torej, v aprilu nas čaka konjunkcija med Jupitrom in Uranom v Ovnu. Torej, znašla se bosta na istih stopinjah in bojo spremembe se dogajale. In kaj se bo vam nepričakovano zgodilo v roku 3 mesecev, torej to branje tudi brezčasno. Torej, zdaj, če boste zdaj takoj pogledali ta video, bo potem seveda tudi na tale, boste vedeli, da aprila leta 2024 je torej ta vpliv Jupitra in Urana. Zdaj, če pa ne, če boste pa kasneje gledali, pa prav tako karte za vas veljajo, ampak seveda več ne ta vpliv. Torej, v preteklosti ste imeli neko izbiro. Torej, neko izbiro, ampak bom rekla, ste bili tukaj precej poraženi, sicer neke stvari so vam se dobro išle, tako na ljubezenskem področju ali pa poslovno, nekatere pa ne. Torej, ljudje niso izpolnili vaših pričakovanj, lahko v poslu, službi, kjer ste delali več nalog, projektov, ste izbirali, kaj bi delali, pa se vam neke stvari niso išle. Lahko vas je tudi konkurenca premagala. Lahko ste tudi razmišljali, kaj bi delali, ker pač je na nekih področjih močna konkurenca in niste točno vedeli, kaj bi, in ste se zelo bali poraza. Ampak nekako so ste stvari peljali, torej to je poslovno. Na ljubezenskem področju ste pa tudi imeli veliko izbire, v preteklosti nekdo ni izpolnil vaših pričakovanj, ste pa tudi doživljali neke lepe trenutke. Zdaj tukaj ne kaže pač prav osebo, ampak kaže bolj dogajanje. Trenutno torej, oziroma v kratkem, kaj vas bo zelo presenetilo, je neka bolečina, srčna. Torej, lahko so zdravstveno kakšne težave s srcem, kakšno lahko tudi tesnoba, medtem ko, če to ni, je pa lahko, da boste izvedeli za kakšno varanje, lahko na ljubezenskem področju, lahko je pa tudi poslovno, torej boste izvedeli za neko prevaro in vas bo to zelo zabolelo. Zdaj, če gledamo poslovno, verjetno delate sami ali si pa želite na svoje, ali boste pa zaradi tega si želeli na svoje, kar bi vas pa zelo srečilo in pač bi se vaše želje uresničile. Torej, tukaj je nakazana neka dvojnost, po eni strani boste zelo žalostni, po drugi strani pa veseli, da se je to zgodilo. Mogoče ste čutili v preteklosti, da se je nekaj dogajalo, pa niste vedeli, pa boste zdaj srečni, ker pa ste dobili neko informacijo, tudi to je možno. Lahko pa bo iz neke srčne bolečine, naprimer, če to na poslovnem področju, torej se razvilo neko dobro poslovno sodelovanje, katerega mogoče sploh niste pričakovali, bo to zelo nepredvidljivo. Lahko se bo tudi prekinilo, torej če ste v neki službi bili, pa ste veliko dajali energije in ste morali za to zbirati med nalogami, projekti,
pa niste točno vedeli, kam bi dali energijo, boste mogoče zdaj se končno odločili, boste mogli neke stvari pustiti, pa vam bo zaradi tega hudo, ampak boste pa veseli, ker boste zdaj lahko energijo dali samo v eno stvar. Prav tako velja, če ste torej samozaposlen, da ste pač izberali, niste točno vedeli, kaj bi se lotili, ker je bila mogoče tukaj težka konkurenca, večja konkurenca, boste mogoče morali neke stvari spustiti, čeprav vam bo hudo, ampak bo to za vas dobro in boste se končno lotili neke druge stvari, ali pa neke stvari, ki mogoče vam ni tako blizu srca, ampak vam bo prinesla več financ. Oziroma boste določene stvari spustili, pa boste začeli delati neke druge stvari, oziroma boste zdaj delali manj, pa boste mogoče žalosti, ker ste morali določene stvari spustiti, ampak bo to za vas dobro. Tudi to je lahko torej, neko presenečenje, kar ne pričakujete. Je pa res, da torej, če poslovno, torej neko sodelovanje se vam bolj kot ne v prihodnosti ne bo išlo in to bo tudi za vas veliko presenečenje, ker ne bo enakomernega dajanja in sprejemanja. Torej, če tukaj gledam poslovno, že v preteklosti ste imeli izkušnje z ljudmi, ki so vas razočarali, ampak nažalost boste tudi v prihodnosti imeli še vedno stik z ljudmi, ki vas bojo razočarali, ker boste vi preveč energije vložili, ne boste dobili toliko nazaj, koliko ste vložili, ali v ljudi, ali v posel. Torej, če je to v službi, se bo to nadaljevalo, bo to za vas bolj kot ne neprijetno, ker boste mogoče imeli vmes občutek, zdaj pa končno bom dobil toliko denarja, kolikor sem vložil, ali pa bom dobil neko priznanje, ampak ga vseeno ne boste dobili. In bi se lahko neko poslovno sodelovanje tudi nepričakovano končalo, to, kar mogoče zdaj sploh ne pričakujete. Ker pa za vas koncev ne bo tako slabo. Vas pa čaka neka pomembnejša odločitev v prihodnosti, ki jo tudi zdaj ne pričakujete, ampak ene stvari se vam v poslu ne bojo išle tako, kot vi pričakujete, ker tudi če boste imeli občutek, zdaj pa je enakomerno dajanje in sprejemanje, tega nažalost ne bo. Podobno velja za torej vezo ljubezensko, če je, bo prav tako vas čaka nek šok v prihodnosti, ker boste tudi nekako imeli občutek, zdaj pa bo tudi ta oseba toliko vložila, kolikor sem jaz, ampak se to nažalost ne bo zgodilo. In tudi če je kakšno varanje posredi tukaj, bi vas ta oseba znala še vedno naprej varati in boste potem to spet zvedeli, da je to še vedno, da je še vedno nekdo drug v igri. Tudi lahko pomeni, da boste nekomu denar posodili, pa vam ne bo vrnil. Tega tudi to je zelo nepričakovano, tako zelo, zelo pazite, komu dajete denar. Tudi to je lahko. Če imate kakšne zdravstvene težave in boste šli po neko drugo mnenje, prav tako pomeni, da to za vas ne bo se dobro speljalo, oziroma da ne boste dobili nekega dobrega mnenja, boste bolj kot ne denar zapravljali. Lahko tudi pomeni, da boste vložili v neko organizacijo, v neko delo, v nek projekt, ali pa partnerju dali nekaj denarja, pa se to za vas ne bo dobro išlo. Torej, zelo, zelo bodite previdni, komu dajete denar. In koga prosite za nasvet. Ker tukaj niso stvari čiste. Torej, to vas bo zelo presenetilo. Torej, razočaranje neko vas čaka v prihodnosti. Potem pa sicer stabilizacija, torej ne bo tako težko, vas čaka nekaj celo nepredvidljivega. Tako lahko poslovno, lahko v zvezi z zdravjem ali na osebnem področju. Tako da bodite zelo previdni, komu zaupate, kaj zaupate, komu denar zaupate, komu svoje ideje zaupate. Lahko bi vas tudi kdo prevaral glede idej, če je poslovno. Pa tudi na ljubezenskem področju bodite zelo, zelo previdni. Sicer se boste potem stabilizirali, sprejeli neke pomembne odločitve, ki bojo za vas dobre, ampak čaka vas res neka težka situacija. Predvsem pazite res na denar, ker če boste komu posodili, zelo težko boste to dobili nazaj. Tudi če se boste lotili nekega projekta v službi, bo to zelo težko izvedljiv projekt, ali se ne bo išel tako, kot bi vi radi, ali bo pa vmes kakšna situacija. Torej, vi ste ključ,
da rešite stvari, pazite se zlobnih dolgih jezikov. Če ste v službi, imate nekoga, ki mu ni všeč, da ste uspešni, ampak ste vi ključ, to pomeni, da pazite, kaj govorite, ne dajete svojih idej, ne govorite o svojih idejah, o svojih načrtih, svojih projektih, pa ni važno, ali je to poslovno ali pa zasebno. Torej, v nobenem primeru. Vas pa čaka potem neka sprememba na bolje in tudi več financ, ampak vmes pa bo nek šok. Nek šok bo. Torej, nekaj ne boste mogli rešiti tako, kakor bi vi želeli. Neka sprememba vas čaka. Bodite previdni, previdni. Torej, boste pa precej v roku teh 3 mesecev, torej po tem šoku, boste pa precej stvari počistili. Nekaj časa boste žalostni, vznemirjeni, pazite si tudi želodec. Psihično bi bili lahko zelo vznemirjeni, ampak potem vas pa čakajo nove stvari. Tako da ne bojte se, v redu boste. V redu boste, samo pazite, komu govorite stvari, kaj govorite. Tudi nekaj boste izvedeli, pa vas bo to tudi malo razžalostilo, ampak stvari bojo potem pa v redu. Torej, če v zvezi s kakšnim otrokom, tudi se bojo stvari zelo dobro uredile. Če je v zvezi s kakšnim, če imate otroke, pa je v zvezi, ki se v šoli dogajalo, se bojo stvari potem uredile. Neka dobra ponudba vas čaka v prihodnosti, ki vas bo zelo razveselila. Lahko bo tudi za vas tak šok, neka ponudba za delo, tudi to bi bilo možno, ali pa neka ponudba, ki jo niste pričakovali, pa mogoče ne bo taka, kot bi jo vi radi. Torej, lahko boste dobili neko ponudbo, pa ste mogoče pričakovali drugačno, pa bo to za vas tako veliko presenečenje, pa boste mogoče malo razočarani, ker ponudba ne bo taka, kakršno bi vi točno radi. Ampak na koncu se bo vse dobro izšlo. Tako da ne se tako bati, ker ne bo tako slabo, kot si vi predstavljate, bo pa vmes šok in neko razočaranje. Torej, mogoče ponudba res ne bo taka, kakšno bi vi radi. Vi ste ključ. Pomeni, glede na to, kaj se vam bo zgodilo, in ključ se celo 2krat pojavil. Ste vi tisti, ki lahko stvari rešite in spremenite v nekaj pozitivnega za svojo energijo. Torej, ne glede na to, kaj se vam bo zgodilo, sedite se, razmislite in stvari se bojo dobro rešile. Ker tako karte kažejo, take so energije. Kaže vam nov zagon, novo energijo, pazite se pa, torej ljudi, ki vam ne želijo dobro. No, to sem vam že prej nekaj povedala. Torej, nekdo v službi, če je to poslovna situacija, nekdo govori proti vam, nekdo vas ne mara, lahko vas tudi kdo izkorišča, tako kot sem že prej rekla, da dajete preveč, dobivate premalo. In boste morali tukaj zelo, zelo omejiti svojo energijo in postaviti pravila in mogoče tej osebi to zato ne bo prav, da ste vi se postavili zase, da ste omejili energijo, da ste začeli paziti na svojo energijo in bo zato mogoče kakšna neprijetna situacija. Tudi to bi bilo lahko in boste potem razočarani. Vam pa kažejo karte, da morate postaviti meje, da ne smete več tako v zasebnem ali poslovnem smislu zelo veliko energije dajete torej v osebo, ki jo imate radi oziroma v službo, katero upravljate in vam ne vračajo tega, kar vi dajete. In zato vam tukaj karte govorijo, da dajte že pač omejiti svojo energijo, postavite pravila in to bo tisto neprečakovano. Da boste verjetno začeli o tem razmišljati, da boste postavili pravila in tej drugi osebi, torej, ali je to ljubezenski partner ali poslovni partner, ne bo všeč to. Ne bo to všeč in bi zato bil lahko zaradi tega konflikt oziroma težja situacija.
Zanimivo vam kaže, zanimivo, neka odločitev vas čaka, določene stvari ne boste mogli spremeniti, tudi če se boste trudili, tako da pazite, torej dobro razmislite, kaj je tisto, kar lahko spremenite, pa kaj je tisto, kar ne morete. Tudi kar precej zahtevne energije za drugo skupino. Torej, to je za drugo skupino vse. Kar težke energije so danes. Težke. Zdaj pa poglejmo še tretjo skupino. Tretja skupina in tisti, ki ste izbrali tale moder kamenček, kaj pa vas čaka nepredvidljivega? Kaj pa vas čaka nepredvidljivega? Kaj se bo pa vam zgodilo, kar vam bo zatreslo tla pod nogami? Torej, na nebu je Uran, se zdaj obrnil iz retrogradnega direktno gibanja in aprila nas čaka povezava, torej Jupiter-Uran bosta na istih stopinjah, konjunkcija, torej pestro bo. Ampak dobro, tudi če boste gledali kasneje in bo to že minilo, torej da se boste Uran in Jupiter znašla na istih stopinjah, to bo aprila 2024, torej če pa to gledate kasneje, pa to isto te karte za vas veljajo, sem pač to ne upoštevate. Torej, kaj zdaj pa čaka tretjo skupino nepričakovanega? Kaj se bo pa vam zgodilo? Tale karta vam gleda. Kaj se bo pa vam zgodilo, ker se vam bo zatreslo tla pod nogami? Pa poglejmo. Kaj bo pa za vas nepričakovano dogajanje? Kaj se bo pa vam zgodilo, kar bo nepričakovano? Tudi vas čaka ena situacija, torej vi boste morali pa braniti samega sebe v določeni situaciji. To bo za vas zelo nepričakovano. Torej, dogajalo se vam je v preteklosti nek čustven umik, če je to na ljubezenskem področju, ste nekaj prekinili, se čustveno umaknili, odšli, lahko bi tudi koga izgubili, upam, da ne, ampak torej, lahko bi kdo odšel iz vašega življenja, lahko bi tudi kdo umrl, pač da je bilo mogoče tudi kaj takega, če pa ne, pa na ljubezenskem področju kaže pač nek čustven umik, torej, in želeli ste oditi in ste tudi odšli verjetno. Ali ste se pa čustveno zelo od nekoga umaknili. Če je pa to službeno področje, pa ste se prav tako čustveno umaknili in to vas je tudi zelo, zelo izčrpalo. Torej, lahko ste bili tudi zelo izčrpani, lahko bi doživeli kakšno izgorelost, težave s hrbtom, bolečine v mišicah, tudi to bi bilo lahko. Izgorelost. In ste tudi odšli. Ali ste se tudi umaknili iz neke poslovne situacije. Torej, tukaj je zelo močno nakazan umik. Kaj je pa zdaj tisto, kar vas nepričakovano čaka, je pa neka borba za svoje pravice. Neka težka odločitev. Torej, če je to na nekem osebnem področju, potem je to neka energija, v tem smislu ena močna energija, želja po torej, neki odločitvi, ki bi vas popeljala v boljše čase. To je tisto nepričakovano. Torej, vi boste prišli v neko energijo, ste verjetno malo že tam, ko boste začeli braniti svoje načela, braniti samega sebe ali nekoga drugega. Lahko pomeni, da tudi nekoga drugega boste branili, lahko otroka, partnerja, ne vem, mamo, očeta, ženo, moža, brata, sestro, pač prijatelja, ne vem, kogarkoli. Lahko je to na poslovnem področju, da se boste borili zase, za svoje pravice, energije vam še ni zmanjkalo, ker tukaj bi bila lahko neka prekinitev, ni pa zdaj nakazan, da bi zdaj čist, mogoče niste službe pustili, mogoče pač želite neko spremembo in vas čaka neka odločitev, ali boste dokončno prekinili, ali boste še nadaljevali in se še niste čisto odločili, se pa borite zase. Za svoje pravice in imate energijo, še toliko energije, da se borite, ker vam kaže tudi izgorelost.
oziroma da se je vsa ta neka situacija težka v preteklosti pripeljala do neke izgorelosti, izčrpanosti. In morate zelo, zelo paziti za naprej, torej, ker se boste pač borili, da dosežete svoje. Če ste pa izgubili službo, se boste pa borili tudi za neke druge stvari, mogoče za to, da vas izplačajo, da ne vem, pač neka borba je tukaj nakazana. V prihodnosti, torej, kar je tudi nepričakovano, da boste se precej postavili na noge, boste morali reševati stvari za nazaj, ker se bodo spet pojavile oziroma ne bo tako hitro konec in čaka vas tudi neka nova, boljša ponudba. Torej, če je to poslovna, je to pač na poslovnem področju, če je pa čustvena, pa prav tako nek nov začetek, nova ponudba. Pazite se v tem procesu, torej borbe zase, odločitve, se pazite manipulacij. Torej, če je to poslovno, potem manipulacij strani šefov, nadrejenih, ne vem, s tistimi, s katerimi delate, tudi posesivnosti, nekih zlorab, tudi lahko kakšne odvisnosti teh oseb ali vas, tudi to bi lahko bilo, torej, ampak predvsem manipulacij, igric se pazite, tudi če je to na čustvenem področju isto. Torej, predvsem ste v tej energiji, oziroma boste v tej energiji, kako je včasih bilo lepo. To pač malo morate pozabiti, ker tukaj, če se zdaj borite za svoje pravice, morate stopiti pač v to moč. Se boste stopili, ampak znali bi vas malo zmanipulirati. Torej, ali je to poslovno, bi vas znali, ali tudi pa če je čustveno, če je na področju ljubezni, pa prav tako bi se znal z vami nekdo iti neke igrce, pa z vami manipulirati. Torej, vas bo skušal prevarati na nek način, torej nekaj vas bo zelo, zelo nepričakovano, neprijetno presenetilo, lahko je tudi kakšno varanje, zloraba, torej, boste pa to sicer uspešno rešili, ampak bodite odkriti do sebe, drugače, če ste pa vi odkriti do sebe, pa lahko tudi pričakujete neke zlorabe, laži, tudi da bo nekdo pobegnil od odgovornosti. Pazite se res manipulacije, ker tukaj res v prihodnosti vam kažem, na to ne boste pripravljeni, to je tisto nepričakovano. Torej, da se boste borili, boste dobili novo energijo, se boste borili za svoje pravice, ampak bodo ti ljudje nepošteno igrali proti vam. Torej, če je v poslu, bojte se te nepoštene igre, manipulacij, zlorab, laži, to bo prišlo nepričakovano, vas bo presenetilo, ne bo v redu, ne bo pač za vas dobro. In tudi, kar se tiče, če je to pač neko partnerstvo, ki ste ga prekinili ali ga želite, ali razmišljate o tem, bo isto, če boste hoteli nazaj, če se boste želeli pomeniti, bo isto, tukaj bojo neprisotne neke manipulacije, igrice, laži, boste soočeni kar z veliko manipulacije, tako da pazite, pazite, pazite. No, pogled, kaj kažejo moje karte rozeta, kaj bo tisto, kar vas bo presenetilo. To bo pa kar pestro. Ja, torej neke igrice bojo, zagotovo. Zelo pazite, kaj rečete. Iščite rešitve bolj sami, ne se vpletati v druge in tudi boste morali sami rešiti stvari. Rešitev boste našli postopoma in se boste potem tudi usmerili v to in zelo nepričakovano se bojo stvari rešile. Ampak ne bodite naivni, ker tukaj vas nekdo hoče peljati žejnega čez vodo. Če je to poslovna situacija ali pa če osebna situacija. Pričakujte manipulacije, igrice, posesivno zlorabo, ne zaupati preveč. Boste nekaj odrezali, ali ste pa že, to je lahko poslovno službo, lahko je tudi izobraževanje, da ste bili v nekem izobraževanju, pa so vas tukaj neki, bom rekla, prevarali oziroma vas varajo, oziroma vas bojo hoteli še v prihodnje. Bodite res pazljivi. Imeli ste opravka in imate opravka z osebami, ki niso do vas iskreni. Boste rabili moč, da se temu uprete in boste imeli moč, torej boste zaščitili sebe ali pa nekoga drugega, ki se je mogoče znašel v takem položaju. Pazite, če je to nakup kakšne nepremičnine, prav tako bodite pazljivi.
da vas ne bojo prevarali. To bo zelo, zelo nepričakovano, ne pričakujete tega. Torej, ljudje niso iskreni do vas, ne bojo v prihodnosti, to vas bo res zelo presenetilo. Torej, v ljubezenskem smislu, torej hladni odnosi, neka manipulacija, preračunljivost, tudi v poslovnih odnosih, torej preračunljivost, neiskrenost. Ne boste tega pričakovali, ampak želeli vam bojo na nek način škodovati. In zato ne bodite naivni. Pazite se. Tudi precej težke energije, tudi za tretjo skupino. Tudi za tretjo skupino težke energije. Tretja skupina, bom še tele karte pogledala, da bom izjemoma za vas še pogledala, ker je taka težka situacija, torej kako se bo tole išlo za vas, ta vaša borba. Še enkrat, hudič se vam je dvakrat pokazal, to pomeni, da boste res soočeni v prihodnosti z manipulacijo, ki jo ne pričakujete. Pazite se in borbo, pogledajte, dvakrat. Dvakrat se vam je pokazala borba za pravice, da se boste borili zase, in dvakrat se vam je pokazalo, da boste soočeni z manipulacijo, z prevarami, igricami, posesivnost, da ste lahko soočeni z neko odvisnostjo, pa se boste borili v zvezi s tem, lahko sami, lahko v zvezi z neko drugo osebo, lahko s to osebo se boste borili. To je pa res zanimivo. Lahko je to v zvezi s kakšnim izobraževanjem, ker se vam je tudi to pokazalo dvakrat. Iste karte. Lahko nekim projektom tudi, lahko ste šli tudi v nek projekt, pa bojo tukaj prisotne take igre, zlorabe. Pazite, ker ste že skoraj zaradi tega izgoreli, ogromno energije ste izgubili, težko se boste od tega umaknili, borili se boste do konca, ampak res bodite pazljivi. Zelo težko se boste iz tega ven potegnili. Te bom še 3 karte dala, da vidim, kaj se bo tukaj. To je pa težka situacija. No, sej potem se bojo pa stvari obrnile na bolje. No, super. Torej, konec dober, vse dobro. Torej, boste se iz tega ven potegnili, boste uspeli, samo vztrajajte. Na koncu bo rezultat dober, se boste rešili tega in boste prišli do neke dobre rešitve. Vam pa tukaj karte svetujejo, da ravnajte bolj kot ne sami. Da ne sprašujte preveč drugih ljudi za nasvet, ker vam ne bojo tukaj mogli svetovati in vam enostavno ne bojo. Torej, bodite bolj zaprti. Tale karta pomeni, da bodite bolj rezervirani. Kar se tiče energije in kar se tiče drugih stvari tudi. Ljudem drugim ne govorite nič. To vam karte svetujejo. No, to je bilo za vse 3 skupine danes vse. Torej, kaj lahko pričakujete nepričakovanega? Je to to. Lepo vas pozdravljam in vam želim lep dan še naprej.